13.10.2019, spoštovane dame in gospodje, Ekotrip na terenu. In sicer, glede na to, da je to osnovna šola Ljudski vrt na Ptuju, moramo biti toliko bolj usmerjeni v to, da smo dobri vzorniki in da otroci vidijo, da odraslim ni vse eno, ali smeti ležijo naokrog. In glede na to, da se otroci učijo po modelu boljše kot smo vzorniki, boljše delamo za njih. Ni treba, da jim nekaj nabijamo v glave, zgolj nekaj nabijamo v glave in doktriniramo, ampak da se obnašamo v skladu z ustrezno etiko in moralo. Zato sem sedaj tudi tukaj pobral tole pločevinko. Jaz sicer to redno počnem, ker sem ugotovil, da v nasprotju z nekimi, rečemo temu tako, duhovnimi očiščevanji, ki potem človek ugotovi, da večina temeljijo na nekih nebulozah in blodnjah, je konkretno očiščenje duha posledica tega, ko človek svojo humano vlogo upravlja in skrbi za naravo. Nek namen človeka je, da je, rečemo temu takole, eno inteligentno orodje narave, ki skrbi za živi svet, in ko človek to svoje praposlanstvo udejanja, se pravi čisti, skrbi, da se ne onesnažuje in ustrezno izobražuje, dejansko živi duhovnost, ki mu je dana z neko, rečemo se, da je to s tole besedo, kreacijo. Tako da sedenje na mestu gledanja v steno in sanjanje, da je to duhovnost, je deplasirano. Tako da stopimo vsi na neko pravo pot, zamenjamo škodljiv človeški egotrip, kjer misli človek, da je ustvaril svet in ne obratno, svet je ustvaril človeka, in ga nadomestimo z koristnim naravnim ekotripom in svet bo lep. In da se hitro, da se, ko se hoče.